Kakšna pa bo usoda dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Ostaja ali odhaja? Vprašanje, ki mi je bilo verjetno največkrat zastavljeno, odkar sem minister, tudi na hearingu je bilo to eno izmed ključnih vprašanj, pravzaprav vse politične opcije, ki sestavljajo odbor za zdravstvo, so to postavljali kot eno izmed ključnih vprašanj. Tako vam bom rekel, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sicer v koalicijski pogodbi oziroma v dogovoru z Levico govori o tem, da je potrebno najti nadomesten način financiranja dopolnilnega zavarovanja. Sam sem pa že večkrat povedal in povem tudi na tem mestu, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje stvar strokovne odločitve in ne stvar politične odločitve. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pravzaprav eden izmed izredno pomembnih virov financiranja, saj skozi njega zberemo več kot 500 milijonov evrov letno za zdravstveni sistem in seveda odločitev bo morala biti pragmatična in temeljiti bo morala na podatkih, kajti če tukaj naredimo napako, potem pa resno ogrozimo delovanje zdravstvenega sistema. Tako da po časovnici, ki smo jo pripravili, je Zakon o zdravstvenem varstvu in pa zdravstvenem zavarovanju nekako kot tisti prvi draft ali pa prva verzija, ki bo pripravljena nekako ob koncu tega leta, potem bo šel v javno razpravo in nekako po časovnici potem junija naslednje leto torej kot predlog vladi in pa naprej v državni zbor. Seveda bo to takrat potrebno narediti resne makroekonomske analize, kaj pomeni ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in katera izmed opcij, ki jih bomo predlagali, je pravzaprav najboljša in najbolj stabilna. Se moramo zagotoviti dolgotrajen in pa stabilen vir financiranja za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj, rešitve vemo, da so v Evropi različne, modeli so različni, tako da potrebno je pogledati, kaj so pravzaprav rešitve, ki so dobre v tem prostoru in pa seveda, kaj je najboljšega za to državo oziroma za naš zdravstveni sistem. Tako da ta trenutek odgovora, zelo iskreno rečeno, še nimam, ker imamo premalo podatkov, da bi se na podlagi le-teh lahko že zdaj suvereno odločili. Pa recimo, če bi vas vendarle vprašala, kakšna rešitev bi bila po vaši oceni najboljša? Poglejte, zdaj mnenje resornega ministra je zagotovo premalo, kot sem povedal, tukaj mora povedati svojo stroka in mora povedati svoje številke in seveda minister mora biti pa tisti, ki bo potrdil oziroma predlagal, bolje rečeno predlagal najboljšo rešitev.